Živijo, danes smo pa na terenu, imamo pa malo drugačno lokacijo. Evo, tole pa je ena ful lepa ograja. In danes bi jaz rad pokazal vsem tistem, ki oblikujete svoj vrt, ki si arhitekturno zasnovo delate za novo hišo ali kakorkoli, da je lahko tudi lesena ograja ful moderna. Pa pojdimo pogledat. Evo, to je nov model ograje, ki ima eno zanimivo kombinacijo lesa pa kovine. Običajno smo uporabljali vedno vroče cinkane, debele stebričke, zdaj smo šli malo bolj minimalistično varianto. In kar je tudi mogoče lepo, iz zunanje strani deske so postavljene v smrekco, zato da voda tudi lažje odteka, pa zato da spet razbijamo monotonost dolgočasja, da je stvar malo bolj razgibana, pa zanimiva, pa mogoče tudi v stilu ograj, ki so v osnovi ponavadi narejene v celoti iz kovine ali pa iz kakšne plastike. No evo, zdaj imamo tudi leseno. No, iz zadnje strani pa ta ograja izgleda takole. Ta stran se ponavadi obrne, se pravi proti hiši, da tista lepša stran gleda na ulico. Sploh, če imate fovš sosede. Če imate na drugi strani Travank ali pa Jasa, pol jo lahko tudi kontra obrnete, pa da vi lepšo stran gledate, no, kakorkoli. V glavnem, kar je pomembno pri ograji z lesom, je to, da poskrbimo, da deske ostanejo tudi čez eno, tudi čez dve, tudi čez 5 let še vedno na svojem mestu, da se ne ukrivijo preveč, da ne razpoka, itak les naredi svoje, a ne? Ampak v tem primeru recimo imamo en takle zanimiv detajl, kjer na sredini vsakega polja tudi upnemo desko s takim kovinskim distančnikom, zato da preprečimo prekomerno delovanje. Kakšna pa najbolj primerna podlaga, ko delamo leseno ograjo? Ta ograja, tako kot sem prej rekel, ima kovinske stebričke in te stebrički morajo biti prvijačeni direktno v beton. Kakršnakoli druga bližnjica, da se izognemo betonu, na dolgi rok ne bo dobra. Kar pomeni, da lahko naredimo ali točkovne temelje, na vsake recimo 2 metra, ali pa pasovni temelj, s pasovnim temeljem bo pa vse skupaj v isti liniji, pa še ful dobro pa elegantno bo izgledalo. Pri vrtni ograji pa ne smemo pozabiti še na eno stvar. Kje boste pa vi hodili na vrt? Ja, skozi vrata. In vrata so običajno tisti detalj, če niso narejene lepo, malo kazijo izgled. No, takrat je pomembno, da se približamo tudi pri vratih podobni zasnovi. Pomembno je, da imajo kovinski okvir, ker lesen okvir se običajno z leti poves in pol so reklamacije pa slaba volja. No, ampak če pa to skombiniramo s podobnim dizajnom, s podobno barvno kombinacijo, pa lahko izpade zelo lepo. In da bo ograja zdržala za res dolg, je zelo pomemben, da poskrbimo tudi za odvodnjavanje takrat, ko pada dež ali pa takrat, ko sneži. In tale pločevinast odkapnik poskrbi, da voda ne zastaja v lesu, ampak da teče dol. In posledično ob rahlem dežju les ostane suh, ob močnem deževju se pa sicer zmoč, ampak ko posije sonce, se les spet lahko posuši. In kadar arhitekturo hiše kombinirate z lesom, ne pozabite še na ostale detajle, ki tudi naredijo dom bolj domačen. Recimo, tukaj imam en hud primer smetarnika, ki se ful dobro ujame s takšno macesnovo ograjo. Pa hkrati zakrijemo električno marico, pa še koše za smeti. No, in ko boste razmišljali o nakupu ograje, ne pozabite, da lesene ograje niso samo tradicionalne pa starinske, ampak lahko izpadajo ful moderno. In čisto drugačen občutek je, ko imate hišo obdano z lesom ali pa recimo s kovino ali pa plastiko. Ko se boste iz službe pripeljali domov, morate vedeti, da prva stvar, ki jo boste zagledali ob hiši, ko se pripeljete z ulice, je ograja. In to je poleg fasade hiše, lahko rečem, druga najpomembnejša stvar, ki naredi prvi vtis. Evo, to je to za danes, se vidimo čez 2 tedna. Čau, čau!